Danes v Pomurskem dnevniku. Živa dediščina. Olimpijski festival Evropske mladine. Z delovanjem pričel portal Zvem. Koncert skupine Midva. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je potekal ogled dobrih praks v okviru projekta Živa dediščina, katerega cilj je predvsem ohranjanje tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja skozi interaktivne rešitve in sodelovanje. Ob tem pa spodbujanje razvoja podeželskega turizma na inovativen in predvsem pristen način. Vožnja z avtobusom je potekala po Pomurju, ustavil pa je tudi v Renkovcih, kjer je sledil ogled in predstavitev hiše Gibanice, kjer imata, kot nam sporoča že ime, prednostno mesto Prekmurska in Prleška gibanica, nekakšni posebnosti pomurske kulinarike. Hiša Gibanice je namenjena kraljici kulinarike, Prekmurski gibanici in Prleški gibanici. In v hiši Gibanice se vse vrti okoli hrane in okoli dobrot, ki jih delamo in proizvajamo iz lokalnih surovin. V sklopu projekta Živa dediščina je bil obnovljen stanovanjski del stavbe, v kateri se nahaja že omenjena hiša Gibanice, ki vsak petek in soboto ponuja svežo sladico z obeh bregov Mure. S kulinarično zgodbo so se tudi vključili v projekt. Mi smo se vključili v projekt Živa dediščina z vsebino, predstavitve kulinarične dediščine našega prostora in predstavili zgodbo kulinarike nekdaj in kako je ta kulinarika nekdaj vključena v današnji prostor in v današnje sodobno življenje. Tako da smo predstavili zgodbo Prekmurske gibanice skozi njene surovine, ki so jih nekdaj v okolici Renkovčari, Turnišče in v drugi okolici dejansko proizvajali. In potem zgodbo Prleške gibanice, ki je sicer čez reko Muro, ampak kljub temu prežeta iz surovinami iz tega prostora. Predstavljena pa je bila tudi aplikacija, s katero nameravajo izdatneje vplivati na razvoj turizma po pomurskih krajih. Cilj operacije Živa dediščina je bilo, da identificiramo na območju Goričkega, Ravenske in Dolenjske in pa na območju Prlekije določene točke, ki so v bistvu del naše kulturne dediščine. Sama aplikacija je na voljo v 3 jezikih, tudi nemškem in angleškem, med drugim pa zaobjema informacije o 10 zanimivih točkah, na primer v muzeju Špitalu Gornji Radgoni, Sabolovi domačiji v Mali Polani, gradu na Goričkem, kapeli v Rakičanskem grajskem parku ter muzeju Ljutomerski kasač. In imajo, tako, če lahko se tako izrazim, neke žive elemente, ter da pač te točke združimo v eno aplikacijo in s tem poskusimo razviti en novi, inovativen turističen produkt, ki bi pritegnil več turiste sem in s tem seveda pripomočiti k temu, da se tudi nadalje ohrani naša tradicija oziroma naša dediščina. In kakšni so načrti za naprej? Ja, upajmo, da bo ta naša aplikacija Živa dediščina se še naprej razvijala, da se bodo pridružile čim več točk, se pravi različne muzejske točke, različne razstave, karkoli, se pravi vljudno vabljeni k sodelovanju. Ob svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici bo letos Slovenija gostila še en velik športni dogodek. Konec julija bo v Mariboru potekal Olimpijski festival Evropske mladine z več kot 3600 udeleženci iz cele Evrope. Organizatorji se spopadajo z veliko logističnimi izzivi. Eden izmed njih je, kako zagotoviti dovolj postelj. Glavnino bodo odstopili stanovalci študentskih domov. Večina jih je podpisala anekse o izselitvi, čeprav so nekateri prepričani, da so jih v to prisilili in pravzaprav sploh niso imeli izbire. Študentske domove na Gosposvetski cesti v Mariboru bodo morali študentje v drugi polovici julija izprazniti, kajti območje bo postalo prava mala olimpijska vas. Ja, logistična težava bo, ampak pač taki problem tudi ni. Glede na to, da pač se bo v Sloveniji nek tak dogodek organiziral, da je prav, da pač stopimo skupaj pa tudi malo pripomoremo s tem, sploh če je tu neka taka cona, kjer lahko več teh športnikov naenkrat spi. Predsednica študentskega sveta stanovalcev je imela s pojasnjevanjem dogajanja študentskim kolegom v zadnjih mesecih precej dela. Definitivno je bilo veliko neodobravanja, pa veliko napačnih informacij,
plus ni bilo informacij. Ne. Vodstvo mariborskih študentskih domov nam je sporočilo, da je namestitev predvidena za 2500 udeležencev olimpijskega festivala. 269 študentov za zdaj ni podpisalo soglasij za izselitev, prostovoljne anekse pa je podpisalo 2137 stanovalcev. Do prvega roka, konec decembra, je z izselitvijo soglašala manj kot polovica stanovalcev. Januarja in februarja pa je vodstvo domov prepričalo večino študentov. Izselil se bom zaradi tega, ker so nam rekli, da če se ne izselimo, da bomo itak ta zadnji na tej prednostni listi za ponovne vselitve in to je ta del, ki ga nekako enačim z nekim izseljevanjem. Iz pisarne organizatorjev festivala pod tribuno Ljudskega vrta so nam sporočili, da bodo tekmovalci in spremljevalci zasedli 16 študentskih in 9 dijaških domov ter 2 hotela. Zanje tako potrebujejo vsaj 3500 postelj, za sodnike, predstavnike Olimpijskega komiteja in druge goste pa še dodatnih 1500, kar pomeni, da bo zasedenih okoli 5000 ležišč. Zaenkrat je načrt tak, da vsak stanovalec spakira svoje stvari v škatle, potem pa so te škatle skladiščene za nek čas, seveda priporočajo, da v škatlah ne pustimo predmetov, ki so dragoceni oziroma krhki in podobno. Pri selitvi naj bi jim pomagala celo Slovenska vojska in prostovoljci organizacijskega odbora. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da je kot rezultat sodelovanja med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije nastal nov portal, ki bo pacientom omogočal možnost pregledovanja receptov in drugih dokumentov preko mobilnega telefona. Na novo objavljen portal Zvem pacientom med drugim omogoča možnost pregledovanja dokumentov. Dostopali bodo lahko do svojih napotnic, naročil, receptov, izvidov in drugega v načinu časovnega traku. Uporabljali pa bodo lahko različne storitve e-zdravja, so sporočili z Ministrstva za zdravje. Nov portal tako prinaša možnost pregledovanja bolniških listov iz zbirk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s ciljem, da bi bili vsi podatki pacienta na enem mestu. V prihodnjih dneh bodo med dokumente, ki so na voljo, vključili tudi osebno kartico zdravil za paciente, ki jo bodo prejeli ob odpustu iz bolnišnice. V naslednjih mesecih se bo nabor funkcionalnosti na novem portalu in mobilni aplikaciji dopolnjeval. Posebej dobrodošla naj bi bila novost, načrtovana do jeseni, ki bo prinašala obveščanje uporabnika o novem izvidu, receptu, napotnici, terminu naročila in bolniškem listu preko mobilne aplikacije. Včerajšnji večer je bil za mnoge nekaj posebnega, kajti v gledališču Park Murska Sobota so se z akustičnim koncertom predstavili člani legendarne slovenske zasedbe Midva. Midva je slovenska rock skupina, ki se strmo približuje 30-letnici delovanja. Iz dueta se je sicer zelo kmalu prelevila v rockovsko zasedbo, ki danes šteje 6 članov. Izdali so 8 studijskih albumov, v vseh teh letih pa nanizali kopico uspešnic. Če ne bi se bal spustiti se više, če zmogel bi vse, pa ničih besed, pa da bi uspela staviti tvoj let. Kako predvidljiva, kako zanesljiva, ko vam le še dan sklisti. Zasedba, ki je zelo dobra znanka prekmurske publike, se je včeraj predstavila v nabito polni dvorani gledališča Park, kjer so se z odličnim akustičnim koncertom na poseben način ponovno približali poslušalcem. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in okrog 9 stopinj Celzija. V krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 10 stopinj, ravno toliko tudi v Lendavi, medtem ko je bilo v Radencih 9 in Murski Soboti 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -1 do 1, dnevne okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo, po nižinah bo deževalo. Jugozahodnik bo oslabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik. Hladilo se bo. Zvečer in v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -1 do 6, čez dan od 3 do 10 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.